Tako, zdaj nas počaka še zadnji dan agritehnike za nas. Ostalo nam je še kar nekaj hal, v glavnem pa bo danes prišel na vrsto tudi Landini, McCormick, Valtra, Fendt, MF, tako da bo zelo zanimivo. Začeli smo na štandu Inota, smo se tam počekirali danes tudi, tako vsak dan. Zdaj gremo pa prvo, v bistvu smo štartali tudi pri Technosi, nas pa čaka še Ropa, pa v bistvu Holmer, tako da bo zelo zanimivo. Pa pejmo pogledat, no, še zadnji dan. Tako, v bistvu smo zdaj pri največjih strojih oziroma najbolj fascinantnih strojih na agritehniki, zaradi tega, ker se zmeri presenečajo s svojo veličino. Imajo res orenk kotače, orenk dolga izvedba, tako da v bistvu tukaj sta Holmer pa Ropa res fascinantna. Tako da, ko mi čakam, da gremo še naprej, no, reč pa ogromen stroj. Na naše dvorišče ne bi šel. Drugač sem pa zdaj dobil eno dobro idejo in sicer glede na to, da bomo danes videli ta večje stroje oziroma res velike stroje, je zmer tukaj rekord, kaj se tiče pneumatik. Tako da bi lahko danes pogledali, katera firma ima največje pneumatike, tako da najbolj zdaj kar zmerimo. No. Zanima nas pa tukaj višina. Bomo stopili zdaj na tega tlele, kaj tam je gužva. Tako da bomo videli, sicer ne bo čist simpel, ampak mislim, da je to okoli 195, če se ne motim. Nekaj takega, jaz sem ful majhen, tako da težko tako visoko pogledam. Ampak ja, primerljivo. Širina je pa v bistvu tukaj napisana, se pravi, tažno 250 mm, se pravi 125 cm je pa same širine, tako da neverjetno. Taka guma po moje kar stane, tako da boljš, da je ne predreš. Mislim, da smo najdli naslednje prvo mesto, bo pa treba zmeriti. Mislim, da 2,05 metra, če se ne motim. Mogoče mečkin več, ampak ja, nekako tak. Znači, najdli smo nov rekord in sicer to je pa samovozeča cisterna znamke Vervajet. Je pa res, da je pa ožje guma, no. Ampak je pa višja, tako da mi iščemo danes višjo. Tako da zaenkrat je tole vodilni element. Gremo naprej. Takole, zdaj smo pa pri eni izmed vodilnih znamk, kar se tiče krompirja, pese in tega, tako da tukaj smo pri Grimetu, pa da vidimo, kaj nam je letos za predstaviti. Grimetu smo tukaj tudi zasledili, v bistvu, da imajo vso sejalno oziroma sadilno tehniko, tako da so v bistvu res predstavili od A do Ž. No. Pa imamo tudi samohodne kombajne, imamo pa tudi vlečne kombajne, se pravi za priključek kot traktor, tako da res so se potrudili.
Tako, in smo že pri Ropi. Vidimo, da tukaj je njihov največji kombajn predstavljen. So pa tudi v bistvu hoteli poudariti to prilagodljivost samih aks. Sicer letos ni tukaj 4 akserja, ampak ima v bistvu samo 3 akse tale model. Tako da je zelo zanimivo za videti, kako so kamen nasuli, pa so v bistvu dvignili, ima ful hoda. Tako da moramo pa zmeriti, da vidimo, kaj je, ampak mislim, da največji kotač smo danes že najdeli. Tako da dajmo meter ven, pa da vidimo. Takole bomo zdaj zmerili zadevo. Takole 185 centi višina, kar se pa tiče širine, je pa v bistvu se pravi 1 meter. Tako da niso največji, ampak nimaš kaj, me je pa podvozil urejen tako treba. Zdaj se počasi približujemo koncem, se pravi teh krompir, zelenjava variant. Tako da po moje zadnja šansa, da najdemo večji kotač. Tukaj smo zdaj pri firmi Oxbo, pa dajmo zmeriti, da vidimo, kaj se dogaja tukaj. Bom pa tukaj porabil asistenco, zaradi tega, ker sem premali za take stvari, ne, pa se je Hodko javil, je rekel, da bo on zmeral. Pa da vidimo. Dva metra. Se pravi, prej smo imeli zmagovalca, tale je bil zelo blizu, ampak je pa zadeva res v orangi. Je pa tudi meter široka pneumatika, tako da. Ok, imamo prvo, drugo, tretje mesto, vrhunsko, da pa gremo naprej. Tale je pa malo novejši od našega. Tako, zdaj nas pa čaka ena izmed glavnih hal in sicer tukaj smo pri MF-u, Valtri in pa Fendu. Tako da, dajmo probati čim več dobrih šotov narediti tukaj, ker se res splača. Ajde, gremo pogledati. Tako, pri MF-u so letos predstavili en challenge, v bistvu, tukaj so dali točno ta traktor, ko je prevozil 3000 km v 8 dneh. Sicer šlo se je po puščavi, tako da so mogli dodatne filtre imeti, da je vse to špilalo. Imeli so tudi dodatne Michelinove gume v zadnji za rezervo, da sta pa 2 šoferja, tako da
kar zanimiva zadeva, no. Tako da so prinesli točno ta model sem in ga tudi malo zapeskali, kako bi tem rekel. Zanimivost na štanti, no. Tako, prvo smo zagledali Fendt 620 serijo, to je bila novost pred 2 leti. Potem nas pa čaka kar še nekaj zanimivosti pri Fendtu letos. Se pravi, zdaj smo tukaj pri Fendtovi bazi inovacij. Tukaj imamo kar nekaj zanimivih zadev, predvsem pa bomo prvo predstavili, se pravi, tukaj je nova 800 serija 32. Kaj so pa tukaj hoteli v bistvu predstaviti? Ne samo celotne nove prenovljene serije, ampak tudi v bistvu, se pravi, senzorje kamere na njem, ki omogočajo avtonomno vožnjo. Se pravi, eno zaposlenih pri Fendtu nam je povedal, da je v bistvu to v Ameriki že zelo razvito, tukaj v Evropi pa malo, se pravi, sami zakoni to omejujejo. So pa par tednov nazaj sprobavali to na površinah tudi v Evropi in se je v bistvu zelo odlično odneslo, tako da v bistvu samo 2-3 senzori in v bistvu traktor dela čisto avtonomno. Tako, tukaj smo pa zdaj že pri Fendtovem prototipu in se pravi modelu Xavier. To je polno električno vozilo, se pravi, tukaj probavajo oni zdizajnirati neko avtonomnost, se pravi, pripelješ ga na parcelo kot robota, potem pa on v bistvu dela za enkrat lažja opravila, v prihodnosti pa mogoče tudi kakšna težja. V glavnem prototip, dodelujejo ga še, ampak so ga hoteli res predstaviti letos na Agritechniki 2025. Tukaj smo zdaj pri kategoriji kabin, se pravi, imamo Fendt One combinatione, razne, samo kabino ali pa sam nadzorno ploščo s sedežem. Tukaj v bistvu predstavljajo razne kombinacije pri Fendtu, v glavnem zelo zanimiva zadeva.
Zdaj se pa nahajamo že pri seriji 800 in sicer to je njihova glavna noviteta letos oziroma glavni nov model. Pri Fendu bomo prišli še kasneje do 500 pa 300 novih serij, ampak zaenkrat se pa dajmo nagledati te zelo čudovite kombinacije. Tako, zdaj se pa nahajamo v novi kabini Fenda 832 Vario. Se je pa šefica usedla na sedež, pa me zanima njen komentar, no, ko vem, da ona je bolj zainteresirana za Fende. Draga, povej, kak se ti zdi? Zdi se mi odlično, meni se zdi, da bi mogli nekaj takega imeti doma, tako da jaz se priporočam, da čim hitreje začnemo, ne? Ja, lej, zdaj, če bomo pridni, pa če bomo dosti delali, si bomo lahko tega prvošče, ne, če ne bo pa tako je, no, se pravi, Landini je tudi zakon. Kako se boste pa zmenili, če bi ti rad 8RX imel? Ja, jaz sem sicer bolj za Johno, ne, ampak veš, kak je to, ne? Žena hoče v hribe, ti hočeš na morje, pa se odločimo, da gremo v hribe, ne, ja. Takole, zdaj smo šli pa tudi do manjših serij, se pravi, tukaj je za nami 516 serija, zelo lepo so jo prenovili, moram reči. Taka kompaktna, zelo kratka, pa bi rekel tudi nižje, no? Če pogledamo, sicer tukaj na sejmu vse zgleda manjše, ampak mislim, da je zelo taka kompaktna. Imamo pa tam še tudi novo serijo 300, kot je pa vidno tukaj s prednjim nakljuvačem. Je pa tudi zelo kompaktna, zelo zanimiva, pa prenovljena sprednja maska. Tako da tukaj se mi prav dopade v bistvu tele luči spredi in pa v bistvu ta mečken tudi znižena havba in pa seveda njihova prelepa svetlo-zelena barva, ki res naredi tisto piko na i pri Fendu. Tukaj sem zdaj v kabini serije 500, moram poudariti, da je zelo prostorna kabina in pa v bistvu tudi zelo pregledna kabina. Havbe praktično ne vidiš, 4 stebričke oziroma 5 stebričkov imaš, res dobra preglednost nazaj, naprej. Vse konzole, mislim vse komande na glavni konzoli, kar pomeni, da se lahko lepo obračaš, vidiš vse. Da je res vsakega čast Fendu, no, za tale napredek. Tako, evo ga, zdaj se pa nahajamo v Fendovem Idealu, se pravi v kombajnu od Fenda. Vidimo, da ima v bistvu konzolo brez volana, kar pomeni, da vozimo z levo roko. To so predstavili 2 leti nazaj na Agritehniki. Tako da v bistvu imaš zelo veliki pregled, pa v bistvu tudi roka majčkeno bolj počiva, kaj imaš lepole na armrestu. Drugače pa eno, konzole pa podobne, kot smo jih že videli. Tako da ja, no. Vrhunska zadeva, zelo dobro, brez volana, čist drug občutek.
Evo tu smo zdaj pri Fendu Favorito 926. Ta traktor ima 260 kojev, je tudi varil, en izmed prvih. Pa če ne bi bilo tega traktorja, teh novih tudi ne bi bilo, ne? Zdaj smo pa že pri Valtri, tukaj imamo v bistvu predstavljene dve lepe konzole, smo izprobali, da malo vidiš, ampak nič kaj prenovljenega, tako da v bistvu je to nek standard. Bomo šli pa preveriti kakšne modele, tam sem videl celo eno komunalno izvedbo, tako da bomo tisto pogledali, kaj je mičko bolj zanimivo. Tako da ja, no, dajmo še to prečkirati. Tako je, evo ga, tukaj je komunalna izvedba Valtre, spred imamo mulčer na roki, z zelo velikim pomikom, vzadje je pa celo, se pravi, kibla kot od bagra oziroma od kombinirke, tako da je v bistvu multifunkcijski stroj, kar je v bistvu top za komunalno izvedbo. Imamo pa še nekaj manjših modelov, ki bomo pa zdaj šli pogledati. Takrat smo zdaj tukaj pri Valtri in sicer pri najmanjšem modelu. Ima pa v bistvu ta 115 kojev, tako da približno isto kot 5-ka, se pravi 120-ka. Ima pa v bistvu zelo prostorno kabino, preglednost je pa tudi ful super, že zaradi panoramic viewa in pa v bistvu zaradi podrte halbe, ko jo ima, tako da primerna za delo z nakladačem ali pa za kakšna lajša opravila. Tako da pojmo zdaj v kabino pogledati, pa da vidimo, kak je dejansko pogled. Zelo je nizka, zato sem tudi preveril, če imam zmetenje prednje preme, ampak ta vidim, da nima. Sicer je opcijsko, ampak v bistvu pride par centi više vse skupaj, ampak načeloma ni problem, ker je zelo lepo zaobljena halba, tako da v bistvu lep dizajn, no, pri malih modelih. Tako, zdaj so nam pa ostale samo še dve hale in sicer hale, v katerih so predstavljene cisterne, se pravi za gnojevko. Tako da še tukaj zaokrožimo, pa v bistvu naš ogled sejma zaključen. Tako, tukaj bomo pa zdaj pogledali še na hitro štand od BTH. Pol je pa v bistvu, kar se tiče gnojenja, zaključena zadeva.
Tako, zdaj smo se pa v bistvu vrnili k podjetju Grime. Zakaj? Zaradi tega, ker smo našli enega mojega dobrega kolega Slovenca, ki se dejansko ukvarja s tem, se pravi z krompirjem oziroma zelenjadarstvom. Tako da lahko on v bistvu več pove o tem kombajnu, ne, ko je za nami. Tako da Domen, približil še nekaj povedal. Ne? Evo, zdaj tem bes imam več povedal o tem, ne. Tu je Grime, dvoredni kombajn za krompir. Tu je čisto nova izvedba, R-SIP 290, ki ima zračen podpih, loč kamne od krompirja, se pravi, zrak pihne krompir gor, tako da je zelo hitrejše pobiranje. Navadnem kombajnu v občini zemlje pobiraš tam 2 do 3 km na uro, kle lahko tudi 6 ali več. Kombajn je zelo velik, tukaj je sam zemlja in krompir gor, visok. Velik problem pri tem kombajnu je velikost, širina je 3,30 m, kar je tudi problem pri transportu. Tukaj je sama vetrnica, tlele krompir pride gor, noter, kler je pa zemlja, dol, plovel, vse take odpadki, tukaj zadnje ločevanje pred trakom. Gor so pa 1 do 2 ljudi, ki prebirata kepe zemlje, slab krompir. Ne. Tukaj za nami pa vidimo Grime vsipni bunker, s prikolce pripeljejo krompir, skipajo noter in potem gre v bokse ali po traki naprej v skladišče. Evo, zdaj so pa na samem stroju, kombajnu. Tam dol, kakor vidimo, pride krompir, kle se zadnja ločitev, pride kepe zemlje, pač odpadki, ker je vse dol. Poj pa tukaj krompir, ker je sam bunker. Bunker je pa kapacitete 9 ton, dosti velik. Ok, se pravi, imate vi nekaj podobnega doma, ne, da ti vse veš o tem, ne? Ja, imamo en manjši kombajn, sicer enoreden, ne, malo manjše izvedbe. Imamo pa doma 20 karov krompirja, čebulo, tudi na njemu lahko pobiramo korene, zelenjavo, pač take stvari, zeleno. Kar kombiniran kombajn, za veliko stvari. Se pravi, rečeš, da je malo lažje kot pa na roke, ne? Ja. To je tudi verjetno pri skladiščenju je manj odpadkov oziroma je veliko lažje to skladiščiti. Ja, manj je zraven smeti, recimo pa čebulni olupku pa dosti časa ne boš para. No, to je pa glavni point pri vsem tem, ne? Da si kupimo dobro mehanizacijo, da bolj izboljšamo profit. Ne? Tako da, hvala lepa Domen, no? Tako da, dobro, da smo dobili od enega specialista, kako mnenje tukaj, no? Zanimivo. Ok, zdaj smo zaključili snemanje, gremo do John Deere, pa je neke giveaway package delajo. Vsak dan že je tako. Tako da se pa prvič peljemo tukaj z avtobusom, neverjetno. Fajn je, kaj je veliki sejem, ne? Pa se lahko zapelješ, ko pa da hodiš. Kje pa smo zdaj na lokaciji, če lahko malo pokažeš? Mi smo zdaj prišli iz 25 ven, tukaj je bil bus stop, ampak mi smo ustavili avtobus kar tako, ker nas je bilo več, pa smo lahko skočili gor. Zdaj se peljemo tukaj, bomo šli mimo 27 dol do 13 oziroma 12, kjer je John Deere, pa da vidimo, kakšni so oni giveaway package, pol pa gremo še naprej kaj pogledati. No, imamo še nekaj vrst lufta, tako da bomo videli. Naj omenim, da v bistvu Landinija in pa McCormicka letos ni bilo na sejmu, kar me je presenetilo. Mislil sem, da v bistvu je normalno, da so tukaj, ampak žal jih letos ni. Tako da je v bistvu neugodna situacija, da vam nisem mogel pokazati tega, kar imamo doma. Ampak je bilo pa tukaj več drugih stvari, tako da ja, no. Da pa ne bomo šli domov praznih rok, se pa spodobi, da za zadnji dan zavijamo tudi nekaj plakatov za domov. Tako da si bomo lahko tudi doma lepo ukrasili za zadevo v kakšni delavnici. Tako da, najbolj, da si jih kar zrolamo, sploh pa te, ko so tako lepi, ki so odsipano. Imamo pa tukaj v bistvu zelo lepa zgrabljalnika od podjetja SIP, večkrat bolj enostaven, rotorski in pa v bistvu večkrat bolj specializiran s pick-up napravo. Tako da, najbolj, da kar obada vzamemo, a bo lepa delavnica doma. Tako, po 3 dneh na sejmu Agritehnika 2025 zaključujemo tukaj, ko smo začeli, se pravi pri podjetju INO. Tukaj bi se rad v bistvu zahvalil, se pravi podjetju INO in pa njihovim sosedom podjetju SIP Slovenija, da so nam v bistvu bili sponzorji za karte in pa da so nas v bistvu tako lepo pogostili, da smo se počutili domače pri njih. Tako da hvala lepa za to. Drugače pa ja, zaključujemo sejem, videli smo marsikaj novega, predvsem pa zanimivega. Upam, da smo vam lahko predstavili vsaj delček tega, res je težko vse posneti, predvsem pa ob taki površini. In pa v bistvu treba biti kar malo organiziran. Tukaj bi se rad zahvalil še tudi celotni ekipi, ki je bila z mano letos na sejmu. Tako da ja, no. Hvala, da ste spremljali. Upam, da so vam bile všeč te epizode. Če bo kaj takega, bomo v prihodnje obiskali še kak večji sejem. Drugače pa ja, no. Uživite.
pa se vidimo. Aj, čau. We are done.